Ja, včeraj je na zadnje špila. Vaš moj poveljnik Ruja, poveljnik 72. brigade. Spoštovani, na prizorišče slovesnosti prihaja minister za obrambo gospod Borut Sajovic. Spremlja ga načelnik generalštaba Slovenske vojske, general podpolkovnik Robert Glavaš. Na prizorišče prihaja poveljnik Centra vojaških šol, brigadir Peter Zakrajšek. In pripadniki Centra vojaških šol. Za koga? Za Slovenijo! Na prizorišče prihaja bojna zastava Centra vojaških šol. Spoštovani, v naši sredi izrekam dobrodošlico ministru za obrambo gospodu Borutu Sajovicu in lepo pozdravljam načelnika generalštaba Slovenske vojske, general podpolkovnika Roberta Glavaša, državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo doktorja Damirja Črnčeca, rektorja Univerze Alma Mater Evropeja, profesorja doktorja Ludvika Toplaka, ter vse ostale cenjene goste, ki ste se odzvali vabilu in nas počastili s svojo prisotnostjo. Preoblikovanje vojaških enot je ključni del vojaške strategije, ki vključuje spremembe v njihovi strukturi, opremi, usposabljanju in nalogah.
Danes bomo po dobrih 11 letih delovanja Centra vojaških šol na podlagi modernizacije sistema izobraževanja in usposabljanja v Slovenski vojski slovesno počastili preoblikovanje Centra vojaških šol v poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. Tradicija in prevzem dolžnosti poveljnika je vojaška tradicija, ki predstavlja formalni prenos poveljevanja in odgovornosti za enoto iz enega poveljnika na drugega. Novo nastali enoti seveda priteče osrednji simbol, ki ga predstavlja bojna zastava. Poslanstvo simbola je tradicija, ponos in povezovanje. Bojna zastava povezuje pripadnice in pripadnike enote z domoljubjem, pogumom in ponosom, pa tudi s preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Predaja in prevzem bojne zastave simbolizira in zagotavlja, da enota in njeni pripadniki nikoli niso brez uradnega vodenja ter izraža nadaljevanje zaupanja in pripadnosti vojakov svojemu poveljniku. Prehajamo na osrednji dogodek današnje slovesnosti. Brigadir Peter Zakrajšek bo predal bojno zastavo Centra vojaških šol in s tem poveljevanje enoti načelniku generalštaba Slovenske vojske, generalpodpolkovniku Robertu Glavašu. Načelnik generalštaba, general podpolkovnik Robert Glavaš, predajam bojno zastavo Centra vojaških šol in s tem poveljevanje. Hvala, načelnik in poveljnik Centra vojaških šol. Besedi vabim brigadirja Petra Zakrajška. Spoštovani minister za obrambo, spoštovani načelnik generalštaba, spoštovani državni sekretar, spoštovani profesor Toplak, spoštovani ostali cenjeni gostje, spoštovani pripadniki Centra vojaških šol. V veliko čast mi je, da lahko po 4 letih dela tukaj v Centru vojaških šol predam poveljevanje svojemu nasledniku, brigadirju Boštjanu Bašu, ki bo naše delo, ki smo ga tukaj upravljali v teh zadnjih letih, lahko nadgradil z oblikovanjem novega poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje in s tem tudi vnesel poleg poslanstva in pa dejavnosti, ki smo jih v bistvu izvrševali v preteklih letih, tudi skrb za razvoj doktrine. Namreč vsi vemo, da je vojaška doktrina že precej v letih, ne glede na to, da je zelo dobro zapisana in da je v bistvu še vedno uporabna, je potrebno vsled dogodkov v našem zavezništvu in pa predvsem v našem okolju prilagoditi tudi naše organiziranje in pa
način delovanja inštrumenta vojaške moči naše države in to kliče po pripravi nekih novih doktrinarnih izhodišč, ki bo vključevala tudi modernizacijo, ki se izvaja zadnja leta tako na področju opremljanja, kot tudi na področju novih pristopov k uporabi vojaške sile v Republiki Sloveniji. In pa seveda tudi pri nas v Ministrstvu za obrambo in pa s tem tudi v Slovenski vojski. Poleg tega se vrača v sestavo tukaj v Kadetnici nazaj tudi center za usposabljanje oziroma vmes veščinski center, kar pomeni, da bo tukaj na enem mestu združeno vse usposabljanje v Slovenski vojski, tako za vojake, počasnike kot častnike. V preteklih letih smo predvsem poskušali narediti, da se vse naše oblike izobraževanja, najprej na področju izobraževanja počasnikov, približajo kriterijem in pa standardom v javnem izobraževalnem sistemu. Namreč vse počasniške oblike izobraževanja se izvajajo po opravljeni srednji strokovni izobrazbi, kar pomeni, da se vsi naši izobraževalni programi počasnikov izvajajo na višji strokovni ravni. In temu primerno smo v tem času ustanovili tudi višjo vojaško strokovno šolo in na podoben način, seveda v skladu z drugim zakonom, zakonom o visokošolskem izobraževanju, smo poskušali tudi nadgraditi oziroma akreditirati naše izobraževalne programe, ki jih izvajamo z častniki, in sicer tako, da bi del častniškega vojaškega izobraževanja in usposabljanja integrirali že z prvo bolonjsko stopnjo in tako so nam priskočile na pomoč tudi univerze v Republiki Sloveniji in pa visokošolske organizacije in naredili smo vojaški modul, ki bo na voljo študentom vseh izobraževalnih programov na prvi bolonjski stopnji visokošolskih, da si izberejo izbirni modul in pridejo na vsebine tega izobraževanja sem v Kadetnico, kar bo v bistvu skrajšalo njihovo izobraževanje po prvi bolonji. Seveda pa je naš poklic oziroma profesija specifičen in je potrebno poleg izobraževalnih vsebin se tudi usposobiti za določene veščine in seveda kasneje v enotah tudi izuriti za določene specialnosti in tudi tukaj je imel Center vojaških šol, od sedaj naprej pa Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, kar skrajšano PDRju, zelo veliko vlogo. V končni fazi bo novi poveljnik tudi odgovoren ne samo za karierne programe izobraževanja in usposabljanj, ampak tudi za vse oblike funkcionalnih in nadaljevalnih usposabljanj vseh posameznikov v Slovenski vojski. In tako Center vojaških šol kot naprej PDRju v bistvu dela za našega uporabnika, to pa so sile Slovenske vojske, ki za izzive, ki jih imamo z izgradnjo novih zmogljivosti sil Slovenske vojske, potrebuje izobražen in usposobljen kader. In prepričan sem,
da bo novi poveljnik s tem kadrom, ki ga ima tukaj na voljo, to sposoben in da bo Slovenska vojska uspela izgraditi vse tiste zmogljivosti, ki smo se jih zavezali tako v naših zavezništvih, kot tudi za naše temeljno poslanstvo, to pa je obramba naše države oziroma domovine. Res bi se od vsega srca zahvalil vsem svojim sodelavcem, tako najožjim, mojemu glavnemu počasniku, mojemu namestniku, ki je v bistvu pretežen del kariere prebil tukaj, najprej kot moj poveljujoči, zdaj zadnja 4 leta pa kot prvi pomočnik, moj namestnik, in seveda vsem pripadnikom šol in pa ustanov, ki jih je združeval Center vojaških šol. Najlepša hvala za vaš trud in prosim vas, pomagajte oziroma še naprej ostanite taki, ki ste, in pomagajte tudi k uspehu novemu poveljniku, brigadirju Bašu, ki mu želim veliko sreče pri novem poslanstvu. Hvala lepa in naj ne bo nikoli pozabljeno. Hvala, brigadir. Načelnik Generalštaba Slovenske vojske bo predal bojno zastavo poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje brigadirju Bašu in s tem poveljevanje enoti. Bojno zastavo podelil, s tem poveljevanje. Za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Čast! Del! Hvala, načelnik Generalštaba Slovenske vojske in poveljnik poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. Nagovoril nas bo brigadir Boštjan Baš. Spoštovani minister za obrambo, magister Borut Sajovic, državni sekretar dr. Damir Črnčec, načelnik Generalštaba Slovenske vojske, general podpolkovnik Robert Glavaš, cenjeni sodelavci, spoštovani visoki gostje. Z veliko častjo in ponosom danes prevzemam dolžnost poveljnika ponovno ustanovljenega poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje Slovenske vojske. Zavedam se odgovornosti, ki mi je bila zaupana. Ta je, da skupaj s strokovnostjo in predanostjo svojih sodelavk in sodelavcev
razvijamo vojaško znanje, inteligenco in profesijo, ter oblikujemo trdno osnovo za sodobno vojaško izobraževanje in usposabljanje. To je ključno za vsako organizacijo. Znanje in ljudje. To bo moje poslanstvo. Visoki standardi, pošten odnos in profesionalnost. Ena izmed temeljnih nalog Slovenske vojske je zagotavljanje vojaškega izobraževanja in usposabljanja za oborožen boj te druge oblike vojaške obrambe. Ta naloga je ključna za uspešnost in prepoznavnost naše vojske, za zagotavljanje pripravljenosti naših enot ter za razvoj vojaške profesije. V ta namen je Slovenska vojska, skladno z usmeritvami ministra za obrambo, s preoblikovanjem centra vojaških šol vzpostavila poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje s podrejenimi enotami. Nova organizacijska struktura bo omogočala izvedbo vojaškega izobraževanja in usposabljanja posameznikov od najnižje do najvišje ravni, razvoj vojaške znanosti in sprotno oblikovanje vojaških doktrin ter njihovo uveljavljanje. Modernizacija vojaškega izobraževanja in usposabljanja ne pomeni zgolj spremembo v organizaciji sami, temveč mora imeti za posledico tudi spremembo miselnosti vsakega od nas. Vojaško šolstvo v današnjem svetu ni več le vprašanje prenosa znanja klasičnih vojaških veščin, temveč mora biti prilagojeno vse bolj kompleksnim in hitro spremenjujočim se razmeram. Potrebujemo kader, ki bo razumel in obvladoval izzive okolja in hkrati omogočil, da gredo izobraževalni procesi in učni programi v korak s časom. Visoko strokovni kader v vojaškem šolstvu predstavlja hrbtenico našega izobraževalnega sistema. Strokovno znanje, izkušnja in predanost so tisti temelji, na katerih sledi izobraževanje prihodnjih generacij vojakov, predvsem pa vojaških voditeljev in poveljnikov. Naši učitelji, inštruktori in mentori niste le prenašalci znanja. Biti morate zgled in navdih vojakom, podčastnikom in častnikom, ki prestopijo prag naše izobraževalne institucije. Zato so vaša strokovnost, odgovornost in osebni zgled ključni za razvoj izobraženih, usposobljenih ter posledično kompetentnih, odgovornih in samozavestnih pripadnikov, ki bodo delovali v kriznih situacijah, kjer bodo sprejemali prave odločitve in učinkovito delovali. S stalnim vlaganjem v razvoj in izobraževanje bomo zagotovili dolgoročno profesionalnost in znanje, ki bosta odločilno pripomogla k stabilnosti in varnosti tako v nacionalnem kot tudi v mednarodnem okviru. Mednarodno sodelovanje z zavezniki in partnerji na tem področju ter njihovimi izobraževalnimi institucijami je v tem pogledu ključnega pomena. Za izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks bomo še boljši in učinkovitejši. Zavzemali se bomo za razvoj vojaških ved in njihovo prepoznavnost v širšem okolju. Predvsem bomo še naprej krepili povezovanje s širšim izobraževalnim okoljem, vključno z javnim izobraževalnim sistemom. Samo tako bomo lahko dosegli napredek. Verjamem v našo moč, verjamem v naše sposobnosti, verjamem v znanje. Zavedam se, da samo z enotnostjo, trdnim delom, inovativnostjo in odgovornostjo lahko dosežemo, da bo naše poslanstvo pripomoglo k pripravljenosti Slovenske vojske. Hvala, brigadir. Pravijo, da je uspeti preprosto. Potrebno je zgolj narediti pravo stvar, na pravi način, o pravem času in v popolnosti. Na tem mestu se bo poveljnik PDRU v imenu vseh sodelavcev zahvalil brigadirju Petru Zakrajšku za dosedanje vodenje in poveljevanje ter za profesionalni pristop k reševanju izzivov, s katerimi se je srečeval. Za njegov tvoren prispevek mu bo vročil zlato medaljo Centra vojaških šol, zato jo prosim, da pristopita. Na podlagi ukaza o podelitvi priznanj Centra vojaških šol Slovenske vojske številka 094-5 skozi 2024 do 87 za dne 25.10.2024 prejme zlato medaljo Centra vojaških šol brigadir Peter Zakrajšek, brigadir magister Vilbald Pojšak, namestnik poveljnika Centra vojaških šol.
Spoštovani, glasba je najbolj priljubljen jezik na svetu. Zato prisluhnimo koračnici Zlatorog v izvedbi zasedbe Orkestra Slovenske vojske. Hvala Orkestru Slovenske vojske. Sedaj pa k nagovoru vabim slavnostnega govornika, ministra za obrambo gospoda Boruta Sajovica. Dober dan Slovenija, dober dan ponosni Maribor, dober dan kadetnica z vso zgodovino in koreninami. Moj prvi pozdrav gre načelniku in vsem vam v uniformah od prvega do zadnjega. Posebej želim izpostaviti tudi dobro sodelovanje s civilno družbo. Zato pozdrav državnemu sekretarju, rektorju univerze, direktorju uprave za zaščito reševanje in dr. Martinu Premku, predsedniku parlamentarnega odbora za obrambo, ki nam je v vseh teh rešitvah, ki gredo v smer in v dobro Slovenije, v veliko pomoč. Že dolgo nazaj nam je majster sporočil jasno in glasno, da dejanja štejejo več kot 1000 besed. In to, kar delamo danes tu vsi skupaj, je samo ena potrditev tistega, kar ste, spoštovane
pripadnice in pripadniki Slovenske vojske trikrat jasno in odločno povedali s pozdravom za koga, za Slovenijo, da vsi tukaj delamo en napredek, en korak naprej na področju doktrine, usposabljanja, razvoja in znanja, da bomo še bolje pripravljeni, še bolje usposobljeni. In velika dejanja ne potrebujejo velikih besed. Zastava, prapor danes plapola še višje, še mogočneje, naši cilji in ambicije so še večje. Danes je moderno govoriti o dvojni rabi, nekaj za civilne in seveda za obrambne namene. Nekatere to preseneča, nas v sistemu že dolgo ne, ker mi to živimo in delamo, tudi danes. Dopoldan sem imel priliko kratkega pogovora z brigadirjem Zakrajškom, pozdravil je opravljeno delo, predvsem pa sodelovanje s fakultetami, še posebej z mariborsko in civilno sfero. Naša naloga je ena sama, narediti vse dobro za naše državljanke, državljane, za Slovenijo. Čestitka nagrajenemu, odlikovanemu brigadirju, gospodu Petru Zakrajšku. Prepričan sem, da bo novi brigadir na podlagi gospod Baš, na podlagi izkušenj in znanja z našo pomočjo od prvega do zadnjega v dobro Sloveniji kos tej nalogi. Še enkrat hvala lepa, pa srečno Slovenija. Hvala, gospod minister. Sledi himna Slovenske vojske. Spoštovani, iz prizorišča odhaja bojna zastava poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. Spoštovane pripadnice in pripadniki poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, cenjeni gostje. Uradni del današnje slovesnosti bo zaključen s podpisom primopredajnega zapisnika v sejni sobi poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. Zato prosim goste, poveljnike in načelnike, da se pridružijo slovesnemu dogodku. Lep dan še naprej. Spoštovani, s prizorišča odhajajo minister za obrambo Republike Slovenije, načelnik generalštaba Slovenske vojske in poveljnik poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje.